povedano, je urednik revije gospod Jože Dežman. V uvodniku prve številke je zapisal, da bomo lahko skupaj seštevali in ne odštevali, da bomo v sobivanju iskali sožitje in dialog. Gospod Dežman, kaj poleg tega namen te revije in kako je nastajala? Gospodje, pravzaprav je dialog ena težava, ki jo bomo Slovenci že kar nekaj časa. Pred mnogimi leti so meni pravi, gled tega malega Dežmana spet se nekaj vsaja. Zdaj sem se na srečo malo postaral, ampak človeku nekako želja do tega, da bi kaj povprašal, da bi se s kom kaj pomenil, pa ostaja. Pred nekaj leti sem zbral eno skupino takih pametnih moških, tako kot smo moški nasploh, in smo se poskušali zmeniti, da bomo imeli omizje. Preprosto navadno omizje in da bo tam na vsakem sestanku se kdo malo pohvalil. In to je bil grozen bankrot. Niti enega sestanka nismo uspeli skupaj spraviti. Se pravi, za Slovence se malo pohvaliti nekaj groznega, in ko jaz zdaj ljudi na predavanjih sprašujem, kaj jim to slovenstvo pomeni, zakaj bi Slovenci bili, vam rečem, da je čisto vseeno, da se s univerzitetnimi profesorji pogovarjaš ali pa z osnovnošolci, ker je enako jamranje. Nič ne spravimo kaj dosti skupaj, zakaj bi to bili. Se pravi, se je o tem treba pogovarjati. Ta pojem zmagovalca, ki ga je že to ne uporabil, je pa sploh nadležen, ker ljudje začnejo kar v tla gledati, ker je to tako hudobno vprašanje. In pravzaprav je tale poskus, glede na to, da je dejansko dogodek posvečen kulturnemu prazniku, je pravzaprav praznični dan kulture, je nastank ene zakladnice, se pravi poskus tezauriranja in tudi en poskus pravzaprav pionirskega projekta, ker take poljudne popotovalnice v zgodovino se pravzaprav še, kolikor jaz vem, nismo pravzaprav prvošali. Drugo, kar mislim je zanimivo, je ta pojem, ki naj bi slovenstvo gojil, naj ne bi bila kakšna mirna zadeva, naj bi bila nemirna, se pravi, naj ne bi poskušali uspavati, naj bi poskušali tudi kaj dražati, sprožati kakšno razpravo, in to pomeni, da je to bogatenje, raznolikost, zanimivost, sobivanje, sožitje, spoštovanje, sočutje in tako naprej, pa tudi seveda hvale in graje vredno je tisto, kar naj bi nas gojilo. Če pogledamo, jaz sem zdaj eno tezo postavil, da film Jožeta Možine pri nekomu sproža nelagodje, ker govori o takih dobrodejnih stvarih, kot so kakšno sočutje, prijaznost in gor in dol. In na vse zadnje smo mi en projekt gojili, ki smo mu rekli Resnica in sočutje. To je bilo 3. poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj anketnih grobišč. In zdaj oblikujemo eno skupino, ki bi poskušala v to spet simbolično ali pa memorialno, bi rekel, vojno leto 2015 vstopati prav s tem geslom Resnica in sočutje. Ta problema, ki ga seveda Slovenci imamo, je treba imati čist realno, ker eno je ta kratkoročnost, in ko se primerjamo, vidimo, da naprimer v času ameriške državljanske vojne, v času španske državljanske vojne in v času naše državljanske vojne umre približno 2% ljudi. In po 150 letih je zadnjič gospod Musomeli, ko smo šli v roki, je rekel, veste, jaz sem severnak, moja žena je pa z juga, je rekel, joj, koliko sem se jaz to mučil, da sem jim dal nekaj prav. In on nas zdaj skozi nam nagovarja, da je treba kdaj malo popustiti, pa kaj našponati, ampak ta pripravljenost, da bomo dojeli resnost problema, kot je srečanje z zgodovino, je seveda prav zaradi tega, ker smo v eni tranziciji, v eni usodni predelavi, ali bomo peljali sabo zločin, ali bomo peljali sabo pravico in resnico, to so to kar resne stvari.
In bilance, ki naj bi jih objavljali, poskušali razpravljati, se o njih tudi pogovarjati, je seveda tudi namen revije Sloane, ampak že samo, če pogledate tukaj gor danes prehod, vidite na primer megalitski krog. Avtorja sta zelo egzotična, se pravi kriminalist in arhitekt, to pomeni že en zanimiv izziv za našo arheologijo, ali jih bo sprejela, ali jih bo, bi rekel človek, defenestrirala. Ampak to je zgodba, ki nas v bistvu postavlja tjale gor v to pokrajino, ki jo zdaj Evropa odkriva na teh 1800 do 2300 metrih. Gospod Anton Velušček, ki je član uredništva, se s kolišči ukvarja in tako naprej. Se pravi, je neverjetno dinamično in polemično lahko že potovanje v najstarejše čase. In nedvomno je zdaj, ko se spet moderne in postmoderne menjajo, je eno veliko vprašanje, ali bomo bolj razsvetljeni, ali bomo bolj v nacionalnih plankah živeli. In ta problem razsvetljenstva in historizma, ki je v slovenski zgodovini včasih zelo klavrno zašel v navijaške vode, je seveda tisto, čemur bi se radi izognili. In zato je zelo enostavno izhodišče, da so vredni naše pozornosti vsi, ki so se tukaj rodili, vsi, ki so od tod ušli in vsi, ki so sem prišli. In vse, kar je povezano z njimi. In zato je ti vsi časi, vsa prizorišča, vse zgodbe, ki se pripovedujejo, se pravi vodilni raziskovalci in tako naprej, to pomeni preprosto, da pri tem slovenskem vrtičkarstvu in jaz bi, če uporabimo tak lep pojem, recimo ena taka zanimiva provincialnost, ki se je razvila, je pravzaprav že srečanje, kot sem rekel, različnih strok, različnih inštitucij, inštitutov, muzejev, galerij, zavodov za varstvo dediščine, knjižnice in tako naprej, je že samo po sebi izzivalno. Ker to pomeni, in to je pa tudi moja dolgoletna izkušnja, kjerkoli se zbere ljudi večjih pogledov, večjih strok, je rezultat boljši, ker je presenečenje. Tega presenečenja se jaz želim seveda tudi pri bralstvu in odziva. In seveda je tukaj ob tem elitno pomeni tudi to, da če nekdo sam kot samouk ali pa samohodec razvije eno določeno ekspertizo, je to lahko za slovensko območje zelo v redu. Ko sem bil, recimo jaz v Španiji, so nas s tole državljansko vojno malo seznanjali, tam imajo celo vrsto univerz, ki goji ustno zgodovino, imajo celo vrsto krožkov, ki poskuša prekopati svoje svojce in tako naprej. V Sloveniji je pa pravzaprav dosti, da en človek kaj spodobnega naredi, pa se lahko premakne, ko smo tako ljubko majhni. In mislim, da je tudi ta vera po možni spremembi, tudi s takimi drobnimi dejanji, je tisto, kar nas z enim optimizmom spremlja, zlasti po odzivu kolegov iz res vrste inštitucij, po odzivu končno predvsem tudi revije Družina, da se je za to odločila in verjamem, da bi bila ta zdrava konfliktnost, če jo bomo prinesli v prostor, tisto, kar nas lahko malo razelektri, kultivira, dejansko obrne v tako oblikovanje prihodnosti, ki bo na razlikovanju ali pa spraševanju vesti v zgodovini peljalo tudi naprej. In zato je eno od dogajanj, ki jih želimo spodbuditi, je seveda tudi srečanje revije z ljudmi. Jaz upam, da bo tako uredništvo kot avtorji, da bodo gostje predavanj, srečanj in tako naprej po deželi. Jaz ravno že malo okrog hoda za njim predavanjem Tabuji padajo, učimo se dialoga, to je ena stvar, ki je izjemno koristna, ker pomeni, jaz bi rekel spet, en dialog, ki ne pomeni pogrebnega miru ali pa pomiritve, ampak nasprotno dokazuje naš razum, naše srce postavlja mejo, oblikuje vest in samozavest. To so take človeške stvari, ki naj to revijo spremljajo. Jaz verjamem, da je
bogatstvo raznolikih avtorskih naracij in pa predvsem pestrost oblikovanja, za kar sem mu zahvalil gospodu Klemenu Kunaverju, še dodatno spodbuda za eno, bi rekel, olikanost in omikanost tega projekta. Tudi to je pomembno, ker jaz, ko smo delali enkrat predstavo Meščanstvo, sem ugotovil, da smo sicer zelo hitro imeli en bonton, potem pa v 50 letih komunizma knjižne izdaje, ki bi se rekel bonton, nekako zginejo. Tako da, če bo ta kulturna plast, v kateri se bo revija gibala, tudi tej omiki in oliki malo pomagala, pa mislim, da bo njena pot blagarov in življenja polna. S temi željami jo pospremimo svet, vabim vas k branju, odzivu, k sodelovanju in zaželimo si še kakšno leto prijetnega sobivanja. Hvala lepa.